Danes imam temo blagoslovi opravičila, iskrenega in pa tudi kesanja. Opravičilo je začetek modrosti in odpira vrata za lepše medsebojne odnose. Kdor se opraviči iskreno, dela most med seboj in med ljudmi, katerim se opraviči. Čakam množično opravičilo strani vlade, strani medicine, strani vseh tistih, ki so spodbujali cepljenje. Jaz osebno čakam potrpežljivo in vem, da bo prišel dan, ko bodo ljudje javno priznali in nas prosili odpuščanja, da so nas spodbujali k cepljenju. Ko se bodo zavedali, ker trenutno očitno se še ne zavedajo, kaj so naredili s tem spodbujanjem, s pregovarjanjem, svetovanjem, z vso to propagando, kako je nujno, da se ljudje cepimo čim prej v dobro vseh ljudi. In vendar, iz dneva v dan imamo sporočila, kako ljudje trpijo, kakšne težave imajo. Mene osebno srce boli in duša. Ker nekaj ljudi poznam, ki sedaj trpijo, so v bolnici in osebno želim, da se v javnost da opravičilo. Opravičilo pride tedaj, ko človek spozna svojo zmoto. Ko spozna, da je svojim delom, svojimi besedami, svojim dejanjem prizadel ne samo sebe, tudi svoje bližnje. In ta trenutek, ko pride, ni prijeten za tistega, ki se opravičuje, če je to res iskreno. Jaz osebno se zelo rada opravičujem najprej pred svojim Bogom. To je zelo pomembno. Zakaj? Zato, da lahko potem res z ljubeznijo prosim tiste ljudi, katere sem jaz osebno nehote ali iz neznanja ali iz zavedenosti prizadela, da pride resnično moje opravičilo iz mojega srca, iskreno. Tukaj je opravičilo zelo pomembno za blagor naroda celo, za blagor vseh nas, ki živimo na tej zemlji. Ko bomo vsi spoznali, kako pomembno je, da živimo to, kar tudi Društvo za srečno življenje uči, spodbuja naravne zakone. Da živimo z matematično logiko, da spoštujemo to, da je potrebno v odnose dati brezpogojno ljubezen. Potem se bodo tkali lepi naši medsebojni odnosi. To, kar je nujno, da bo družba napredovala, to je jubilejna številka in ne bo zadnja. Ne glede na ovire, ki jih ima Društvo za srečno življenje Beliz. Vendar verjamem, da se nam bodo opravičili tudi tisti člani, ki širijo
neresnice o društvu ali o meni ali o Mihajlu. Zakaj? Ker vsaka sodba najbolj prizadene tistega, ki sodi in ki širi laži, ki vara, ki laže, ki je zavisten, ki želi dobra dela zaustaviti z lažmi. Verjamem, da tisti člani, ki niso aktivni člani društva, da bodo slej ko prej spoznali tudi resnico in se nam bodo opravičili. Jaz osebno verujem v ta dan. Živim za ta dan. Zato, ker želim vsem tem članom srečo, radost, mir, zdravje. Ker sodba ne prinaša ne sreče, ne zdravja, ne lepih medsebojnih odnosov. Prejšnji teden sem imela temo odpuščanje. Odpuščanje je modrost, ki jo moramo imeti za sebe, da mi ostanemo v radosti. Da odpustimo vsem tistim ljudem, ki so nas kakorkoli prizadeli, ranili. Vendar opravičilo je pa nekaj več. In potrebno ga je ali napisati ali izreči. Zakaj? Zato, ker smo nekoga s svojim dejanjem zelo prizadeli in mu naredili krivico. Spomnimo se, ko je slovenska vlada izbrisala ogromno ljudi iz državnega registra, tudi otroke, več kot 5000 otrok. In dolgo let je minilo, veliko let je minilo, da so ponovno vpisani v register v Sloveniji. In sem hvaležna gospodu Borutu Pahorju, ki se je javno opravičil za to zmoto. In verjamem, da bo čez nekaj let eno veliko opravičilo strani Ministrstva za zdravje, strani vlade, za vse krivice, ki so bile storjene v teh 2 letih te pandemije lažne. Jaz verjamem, da vse to trpljenje dobrih 2 let, skoraj 3 leta, bo slej ko prej na en način toliko zmanjšano, da se bodo opravičili, prosili za odpuščanje, ker samo opravičilo omogoča napredek naroda, napredek v kolektivni zavesti. Jaz osebno se tukaj javno danes opravičujem, če sem nehote svojo besedo, svojo resnico kogarkoli v Sloveniji prizadela. Ker znano je, da tisti, ki govorimo resnico, imamo vedno manj prijateljev. Ker veliko ljudi ne mara resnice. In se raje oddaljijo od nas, kakor da bi se učili odpuščati, se opravičevati, se kesati, ker so polni sebe in svoje modrosti. Jaz se javno opravičujem tudi vsem zdravnikom, ker imam toliko znanja, da ko sem v situaciji, ko bi morala poiskati njihovo pomoč, se obrnem na svojega Boga in rešujem svoje situacije v moči Svetega Duha, z blagoslavljanjem, z molitvami, s sprejemanjem blagoslovov.
ker vem, da je Jezus Kristus ozdravljal z brezpogojno ljubeznijo, ko je živel na zemlji. In ljudje niso rabili hoditi v bolnice. Slepcev je vrnil vid v 1 minuti. Obsedene z demoni je minuti pozdravil. Niso jih peljali na psihiatrijo in jih zastrupljali z zdravili. In jih vezali in žalili in o njih grdo govorili. Ljubezen je most med najvišjo frekvenco, med našim Bogom, stvarnikom in med nami. In če jo sprejmemo, dela čudeže. Ljubezen je zastonjski dar iz neba, tableta brez stranskih učinkov. In kdor ima odprta vrata za to ljubezen, za Božje ozdravljenje, je srečen lahko. Ker je samostojen, svoboden, neodvisen od sistema. Dragi zdravniki, prosim, oprostite mi, ker zagovarjam biozdravljanje, biofrekvenčno zdravljanje, naravo, čisti zrak, lepe medsebojne odnose, opravičila, odpuščanje. Oprostite mi, prosim, če se počutite mogoče na en način nepotrebni. Radi bi zaslužili svoj denar za svoje zemeljske potrebe. In morate imeti bolnike, morate jih zdraviti, morate pisati recepte. Ampak jaz verjamem, da bo prišel dan, ko bo naša vlada nagrajevala tiste zdravnike, ki bodo imeli zdrave paciente. Jaz verjamem v to. Verjamem, da bojo tudi sodišča nagrajena, če ne bojo imeli pravd na sodiščih, ker se bojo ljudje med seboj pomenili, si odpustili in se za resnico odločili. Verjamem tudi v cerkvene gospode, ki bojo nehali govoriti, da smo vsi grešniki in da bomo vsi umrli. Verjamem v ta trenutek, ko bodo duhovniki poplačani z hvaležnostjo in tudi zdravi, ker ne bo nobenega grešnika več v cerkvah. Ker bojo vsi sveti peli, aleluja, se veselili, objemali in bodo zdravi. Verjamem v ta trenutek. Če se to ne bo zgodilo, bomo šli v napačno smer. V tisto smer, ker je trpljenje, smrt, bolezni, prepiri, vojne, potresi in cepiva in tableti in skrajševanje življenja z injekcijami. Jaz verjamem, da se bo zgodil ta čudež, da se bo, kakor zasije sonce, kakor pade sneg beli, da se bo Sveti Duh razlil na vse narode, na vse ljudstvo in da bodo spoznali vsi resnico. In bodo rekli, o moj Bog, žal mi je, zaveden sem bil, saj nisem vedel, kaj delam, žal mi je. In množično kesanje bo na tej zemlji, ker bojo ljudje spoznali resnico, ki jih bo osvobodila. Ker resnica je edina, ki je večna in nima roka trajanja. Laž ima rok trajanja. Medtem, ker resnica nima roka trajanja, ker je večna, neuničljiva, ne da se je ubiti. Resnica pa zmaguje. Resnica resnično zmaguje. Opravičujem se tudi vladi, ker verjamem v Božjo kraljevino slej ko prej na zemlji in verjamem v vlado, ki bo povezana z najvišjo resnico in bojo delali za ljudstvo. Ki bojo delali za nas,
ljudi, za otroke, da bomo srečni, ki se bo prizadevala, da bodo zdrave reke, zdrav zrak, zdrava hrana, lepi medsebojni odnosi. Verjamem tudi v ta čudež. Ampak sedaj se opravičujem vladi javno, ker nisem trenutno najbolj srečna z odloki, z vsemi temi ukrepi, z vsemi temi dejanji, ki jih v imenu uredb in zakonov pač predajajo nam državljanom. Mi se ne upiramo. Ne, to ni upor. Mi želimo živeti življenje radostno. Mi želimo živeti tisto življenje, ki nas usrečuje, ki nam omogoča življenje, zdravje. Gospod Jezus Kristus je rekel, da je prišel na to zemljo, da bo greh izginil, da bo smrt dal pod svoje noge in da bomo večno živeli v lepih, zdravih telesih. To je Božji načrt. In ne glede, kako se nekateri upirajo zaradi službenih prednosti, ker zdravniki rabijo bolnike, v narekovaju, duhovniki rabijo grešnike, sodniki rabijo prepirljivce, Bog rabi radostne, srečne, vesele ljudi, ki so na tem planetu s hvaležnostjo, ki občudujejo lepe gore, lepe doline, rožice, živali, otroke. Bog je ustvaril ta planet popoln in tudi nas je ustvaril popolne. Nas sistem dela nepopolne. Tisti, ki pač dovolijo. Jaz osebno nič več. Zato mi prosim oprostite, ker sem samostojna in svobodna. Javno se opravičujem, ker oznanjam resnico, ker oznanjam, da nas Bog ljubi, ker oznanjam, da je Bog zastonjski dar, ki je pripravil ta planet popoln za vse nas, le sprejeti moramo to in se pokesati, da nasedamo lažem, prevaram, manipulacijam, sodbam in delati tisto, kar je dejansko resnica, Božja volja. Blagoslovi opravičil in kesanja se bodo slej ko prej pokazali. Včeraj me je prosil en član, da bi mu poznela, kako jaz delam zagovorniško molitev, ker bi tudi on rad se naučil zagovorniške molitve. Zagovorniška molitev je samo prošnja. V Lukatu 11. poglavje od 9. do 11. vrstice lahko vsi preberemo. Molite, prosite, trkajte, prosite svojega Boga in vrata se bojo odprla, molitve bodo uslišane. Zelo preprosto. Če hočemo resnico, se moramo obrniti na našega stvarnika, ki ima vse znanje, vso modrost, in prositi za Svetega Duha, da nas blagoslovi, da nam žalost spremeni v radost, bolezni v zdravje, smrt v večno življenje, razprtije v sprave. To je frekvenca Svetega Duha, najvišja frekvenca. S to frekvenco je Marija zanosila v moči Svetega Duha. V moči Svetega Duha so bili učenci od Jezusa, ko je Jezus odšel v Božje kraljestvo nazaj, so bili 50. dan blagoslovljeni s Svetim Duhom in so imeli velike darove. Sveti Duh je tisti, ki dela čudeže. In zato je modro, da smo odprti za resnico, za Svetega Duha, za Božjo modrost. Da se najprej pokesamo pred Bogom, da smo nasedali sistemu, nasedali pravilom te zemeljskih gospodov, ki nas prepričujejo, kako je cepljenje koristno za naše starše, za naše dedke, babice,
kako bomo naredili sveto delo, če se bomo cepili, cepite se in vsi problemi na tem svetu bodo rešeni. Samo, če se bomo vsi cepili in bo kraj na zemlji. Halo? Cepiti se moramo z resnico, svetim duhom, z ljubeznijo. Jaz sem se. Že 33 let nazaj, pa imam zaradi tega zelo veliko težav, zaradi moje odločitve, da ne bom delala po sistemu, ampak da bom delala to, kar je Božja volja. In to me usrečuje. Pri svojih 70 letih se počutim veliko lepše in boljše kot pri svojih 30 letih. In govorim resnico, ker želim resnico sprejemati, jo živeti in jo tudi darovati naprej. Kdor jo želi slišati, jo bo poslušal. Kdor jo ne želi, ugasne in reče, fanatik, še en fanatik. Ampak fanatiki imamo blagoslove, imamo notranji mir, imamo tisto čudežno življenje, ki ga je težko dobiti, če smo del sistema. Nemogoče. Denar ne usrečuje, tudi ne slava, ne poklic, zemeljski. Usrečuje nas predvsem to, kar nosimo v srcu, kar sprejemamo v svoj tempelj in to, kar dajemo v kolektivno zavest, v kolektivno življenje. In to je tudi naloga Društva za srečno življenje Belis. Da širimo resnico, da smo del te resnice, da se zavzemamo za naravne zakone, za matematično logiko, da sprejemamo svetega duha, da razumemo ljudi, ki nas ovirajo, ki nas sodijo, saj ne vedo, kaj delajo, in molimo za njih, da jih tudi njih sveti duh razsvetli, ozdravi, da se bodo upravičili in postali tudi Belis otroci, kot smo mi, člani Društva za srečno življenje Belis. Hvala lepa za vašo pozornost. Draga Eveljana, jaz sem vmes razmišljal, kaj si govorila, ne? In si se zahvalila vladi, predsedniku in tako naprej. Torej, kaj je naloga predsednika? Naloga predsednika je, če izvoljen strani ljudi, da skrbi za ljudi, za dobro počutje v družbi. Se pravi, zame, zate, za otroke, bolnike, celostno gledano za območje, pokrajino, državo, za državljane, ki so ga postavili tja, s tem upanjem in s tem namenom. Ampak v naši družbi ti ljudje spoštujejo neka druga navodila, ki prihajajo iz tujine, uvažajo nam kulturo, uvažajo nam bolezen, uvažajo nam cepiva, karkoli že. Tako da ta vlada in to, kar je, jaz tega ne priznavam, ker ne delajo za to, kar so postavljeni. Kaj hočem povedati? Želim povedati, da se ti jaz iskreno zahvaljujem, ker ti kažeš malo drugačno sliko. Da smo prišli do tega 100. srečanja, brez tebe nikakor ne. Prvič si iniciatorka, ustanoviteljica društva, idejna. Jaz sem sodeloval, naš tretji, ki je bil, je tudi sodeloval zraven, tako da iskrena hvala. In glej, kaj se je iz tega... Radoš, ja. Nikolič, ja. Hvala, Radoš. In še danes sodelujemo, prejšnji teden je 14 dni nazaj bil pri meni, je bil zelo, zelo vesel, sicer ga malo zdravje daje v letih, ampak glejte, vsako seme prej ali slej obrodi se, če ga delaš pravilno. In hvala ti za usmeritve, ki mi jih daješ, za podporo. In dragi člani, to, da nastane, kar nastane ob sobotah in da smo do 100 prišli, je v glavnem res podpora Eveljane, ker jaz to sam ne bi zmogel nikakor ne, Eveljana tudi ne. In vseh članov, ki prispevate res enormno, z obiski, s podporo in z vsem. Tako da zdaj je ta trenutek,
ko vas povabim tukaj vsi, ki ste še ostali na Zoomu, kdorkoli bi želel karkoli sporočiti, ali pa tukaj v sobi, kakor vas je ostalo, nekateri so imeli opravke, nujne obveznosti, kdorkoli, če želi karkoli sporočiti, povedati, priporočati, mikrofon je odprt. Dobrodošli. Najlepša hvala tudi tebi, Mihael. Jaz bi tukaj te dopolnila. Zasluge so v glavnem bolj tvoje. Jaz sem tukaj samo zelo hvaležna tebi, da si omogočil, da smo se srečevali v tvoji pisarni, da si veliko noči prebedel. Zahvaljujem se ti, da si vztrajal v težkih situacijah, v težkih pogojih, da si vse te sodbe in vse te laži okoli tebe in okoli društva na en način blagoslovil in nisi dovolil, da nas bi to zaustavilo. Tebi gre res velika, velika hvala in jaz verjamem, da bojo tvoja usta slavila še naprej Božjo slavo, tako kot si tudi pri svojem posvečenju obljubil, naj tvoje usta govorijo to, kar je Božja resnica za Božje kraljestvo. Najlepša hvala, si me pa spomnila. Torej, včeraj sem gledal en posnetek, en intervju, kjer je človek dnevno poročal o koroni, o prevarah, o vsem, tako kot mi, ampak je to iz Amerike. In zdaj najlažje človeka uničiti, da ga postaviš na eno glavno medijsko postajo in narediš z njim intervju, češ, da boš ga vprašal to in to in ono in ga tam omažeš pred celo nacijo in potem človek izgubi kredibilnost. In kaj se je zgodilo? Človek je prišel, intervju, pač novinar ga je začel spraševati in ta je takoj pogruntal, da nekaj smrdi, da ga hoče očrniti. In ga je gledal in rekel, lahko ponovite vprašanje. Sploh ni odgovarjal. Je rekel, opozarjam vas, da sprašujete nekaj, kar nisva dogovorjena, v kamero je to rekel. On mu je postavljal nerodno novinarju. Novinar še enkrat začel je slad govoriti. Je rekel, veste kaj, jaz sebe umikam iz tega prostora zaradi tega, ker ste vi z grdimi nameni me ne povabili pred televizijo, hvala lepa in nasvidenje. Sporočilo tega je, kadar kdo o tebi grdo govori, mu ne daj feedbacka, ker če mu daš feedback, sklepaš z njim pogodbo. Umakni se in ne reagiraj, kadar ti človek nastavlja past. Naj se sam vanjo ujame. Tako da, dragi moji, jaz imam ta znanja že od nekdaj, zato se ne zapletam, ne govorim, opozorim morda enkrat, ampak to je pa tudi vse, tako da človeku dam vedeti njegove intence, njegove namene, ampak dajte to uporabiti. Kdorkoli vas hoče očrniti, kdorkoli o vas grdo govoriti, ali pa že govori, ali kakorkoli, veste kaj, ko to ignorirate, je človek brez moči. Ne more nič, zato ker nima se kje prijeti. Tako da jaz sem v bistvu za vse te člane, ki karkoli govorijo, si izmišljajo, celo ena naših članica dela sestanke in promovira izpis iz Društva Belis, celo tako daleč je prišlo. Ne? In ne vem kaj vse, pa je članica, pa se ni ona izpisala, ampak promovira izpis iz Društva Belis, celo tako daleč je prišlo. No, skratka, to je za informacijo odkole, da boste vedeli, kakšni ljudje se zbirajo, tako da nekateri so celo plačali strani vlade, da uničijo društvo, skušajo vse to narediti, ampak gledajte, jaz za te lovke nič ne prijemam in mi gremo naprej, ker imamo svoje poslanstvo in vas in vi nas in mi skupaj gremo zmagi naproti in tem lažem vlade in vsem tem podtaknencem, subdiverzijam več ne bomo nasedli. Toliko, danes sem jaz veliko povedal, hvala lepa. Zdaj pa še... Jaz bi mogoče še dodala, če dovoliš, Mihael. Ustava je ključ za življenje srečno tukaj zdaj v Sloveniji. Je ključ. Preberite si ustavo, berite jo ljudje, prosim, ker je večina ljudi ne pozna. V ustavi so naše pravice zelo jasno napisane. Imamo resnično čudovito ustavo, ki je bila napisana zaradi številne prelite krvi po krivici skozi zgodovino. In ustava je sicer tenka knjižica,
vendar bogata. Z resnico, z nasveti in kdor pozna ustavo, ima moč dodatno. Jaz sem hvaležna Mihajlu, ker članom društva je zares samo za osnovne stroške pošiljal ustavo, ker jo je težko dobiti v knjigarni. In če jo potrebujete, prosite Mihajla, vam jo bo poslal, ali pa pridete k njemu na Petkovško nabrežje 53. In ustava je ključ tudi za delovanje društva Belis. Mi nismo nikomur nič slabega naredili, nismo nič drugega delali, kot ščitili ustavne pravice vseh nas državljanov Slovenije, in to bomo delali še naprej. In hvala lepa, da tudi vi želite, da se spoštujejo vaše pravice in vaše svoboščine in vaša suverenost in vaša svoboda. Hvala lepa in vse najlepše.